Zdaj, tle spodaj sicer meni se, ne vem, če to se vam tudi dogaja, ampak nekaj besedilo se šola. No, a jaz probam še enkrat stop shareati, pa pol še enkrat mogoče na novo shareati, mogoče, da bi tega ne bi bilo, ali kar nadaljujemo. Probajte, ja. Res, ker tole zdaj, Tudi jaz sem opazila, pa me je malo. Tako zdaj vi verjetno trenutno ne vidite nič. Ne. Vidimo vse. Ne, ni prezentacije. Okej, še enkrat tako. Je pa čisto popačeno. A res? Ja, Kaj pa zdaj? saj jaz vidim, kar malo je tako, oziroma, čakajte. Načelno. Your screen sharing is paused. Ne, tole nekaj nagaja. Resume share. Zdaj meni kaže Zoom. Imamo še enkrat. Okej, zdaj nimam nič share screena, ne, če dam zdaj še samo večkrat. Ja, se opravičujem, sem. Kar vrete. Kaj pa zdaj? Zdaj pa bo. Zdaj pa samo še pogled. Zdaj pa je. Da bo, se opravičujem. Zdaj pa, evo. Pa hvala za povabilo, malo smo imeli teh tehničnih težav zdaj, ampak tako. Zdaj moja naloga je, da povem malo stvari o srčnem popuščanju, ne, se pravi v bistvu od tega, kako odkrijemo, kaj to sploh je v resnici, kako se zdravi, zato ker je to v zadnje čase zelo pomembna bolezen, v bistvu zelo veliko ljudi to ima. In bi mogoče začeli kar z anatomijo malo srca, saj ne, da bi hotel kaj zelo komplicirati, ampak čisto samo zato, da pol vemo kar definiciji srčnega popuščanja, ne, kaj to načelno je. Zdaj tukaj vidimo prikaz srca malo prerezu, imamo, se pravi levi pa desni prekat, srčno popuščanje velikokrat prizadene levi prekat bolj, to se pravi, to je tisti, ki je zadolžen za, da potiska kri po telesu. Desni prekat je včasih tudi prizadet, in on je pa zadolžen za to, da potiska kri potem v pljuča, skratka, in tudi ta samo razmerje med desnim in levim prekatom, delovanjem, tega je pomembno pri samem razvoju srčnega popuščanja. Tukaj vidimo tudi malo anatomijo, čisto da si malo predstavljamo, na srcu so pač 3 glavne žile na površini srca, ki prekrvavijo srce, in zdaj, če se kakšna od teh zamaši, recimo, pri infarktu ali pa kaj takega, potem pride do tega, da ta del srčne mišice ne dela več in temu primerno se razvije lahko srčno popuščanje. Zdaj to je pregled, kaj naj bi najprej, o čemer se bi pogovarjali, najprej bi opredelili, kaj to je. Potem bi pogledali epidemiologijo, se pravi, koliko je tega, kakšne so projekcije za v prihodnje, kako se ga diagnosticira, zdravi in pol na koncu še mogoče o napredovalnem srčnem popuščanju, se pravi v tistih oblikah, ki pravzaprav so najbolj napredovale, kar se tiče stopnje bolezni. Zdaj, kaj to je srčno popuščanje, Zdaj, tukaj je pomembno povedati, mogoče je to dosti enostavno vprašanje, ampak to je v bistvu sindrom. Se pravi, sindrom za razliko od bolezni, kot ene same bolezni, je to v bistvu skupek, bi rekel, različnih bolezenskih stanj. Bomo pol videli, da do srčnega popuščanja lahko pride zaradi različnih stvari.
Tako se pravi, da ni to tako, kot bi rekel, okay, da imamo sam povišen pritisk, pa imaš eno bolezen, pa jo zdraviš. Tukaj gre pravzaprav samo za to, da se srce ne krči ali pa ne razteza dovolj dobro, da bi lahko prekrvavilo ostale organe. In zdaj, že sama ta definicija pomeni, da to ni samo v resnici bolezen srca, ampak je bolezen tudi ostalih organov, ker če srce ne dela dobro, so ostali organi slabše prekrvavljeni in tudi ne delajo dobro in posledično se spet delovanje srca tudi slabša in pride do nekega takega začaranega kroga, v katerem potem vsi organi pravzaprav delujejo slabše. Se pravi, treba je vedeti, ko zdravimo ali pa ko odkrivamo srčno popuščanje, so zelo pomembne tudi delovanja drugih organov. Torej gre za bolezenski sindrom, ne. Zdaj, kaj se dogaja, kot prej smo videli normalno srce, tipično se pri srčnem popuščanju pride do tega, da se srce preoblikuje. Zdaj, kako do tega pride? Odvisno sicer od vzroka srčnega popuščanja, vendar tipično sta načina, kako do tega pride, dva. Eden je tukaj na zgornjem delu, tako smo rekli, recimo, če bi bila zdaj tukaj žila zamašena, bi ta del srčne mišice odmrl in potem, ker se ta del ne krči, se mora ostali del krčiti toliko bolj in se sčasoma, bi rekel, preoblikuje na ta način, da se ta del, ki se ne krči, stanjša in hkrati tudi se poveča votlina. Skratka, pri srčnem popuščanju ponavadi pride do tega, da se srce poveča in kar bomo videli pa tudi na rentgenskih slikah, to je tudi eden izmed znakov srčnega popuščanja. Se pravi, to je en način. Drug način je pa, če imate recimo dolg časa nezdravljen pritisk, se stene zadebelijo, najprej kompenzatorno zadebelijo, se pravi, so vedno debelejše, to je podobno kot pri skeletnih mišicah, če bi jih trenirali, bi se potem zadebelijo stene oziroma mišice, sčasoma pa to ni več zadosti, in hkrati potem spet pride do stanjšanja sten in do povečanja srca. Se pravi, za neko srce, ki ima srčno popuščanje z oslabljenim stisnim deležem, se pravi, se ne krči dobro, ponavadi je to srce večje, in tudi zaradi tega je to večje, ker gre za neke sorte prilagoditev, Zdaj, če imate srce, ki se slabše krči, potem, če imate večji volumen, bi ob slabšem krčenju približno isto se proba vzpostaviti krvni obtok, To se pravi, gre za nek kompenzatorni mehanizem. Zakaj do srčnega popuščanja pride? Smo se že prej pogovarjali, se pravi, ena varianta je zaradi bolezni, ishemične bolezni srca, pomeni, če se zamaši kakšna srčna žila, rata infarkt. Druga stvar je pa skupina ostalih bolezni, med drugim je najpomembnejša arterijska hipertenzija, lahko pa rata tudi zaradi bolezni zaklopk, zaradi odnetja srčne mišice, se pravi miokarditisa, veliko je tudi genetskih mogoče možnosti za nastanek srčnega popuščanja, včasih pa rata tudi zaradi v bistvu neznanih vzrokov, to je pa potem idiopatska dilatativna kardiomiopatija. Koliko je česa? Včasih je bila najpomembnejši vzrok za nastanek srčnega popuščanja bolezen srčnih žil. Zdaj v zadnjem času je tega manj, zaradi tega, ker se bolezni srčnih žil, se pravi miokardni infarkt, zdravi dosti uspešno. Tudi v Sloveniji imamo kar razvejano mrežo, se pravi, kar se tiče transportov, od takrat, ko se žila zamaši, ponavadi bolniki pridejo dosti hitro do tega interventnega posega, ko se žilo tudi odmaši, se pravi pri koronarografiji in pri perkutanem zdravljenju tega. Zato je prizadetost srčne mišice manjša. Dalj časa, kot traja taka zapora srčne žile, večja je prizadetost srčne mišice. Vendar v zadnjem času torej to ni glavni problem. Več je tistih bolnikov, ki imajo ta neishemični vzrok srčnega popuščanja, to je pa predvsem so bolniki z recimo po miokarditisu, bolniki, ki imajo dilatativno kardiomiopatijo. Tako da to se malo spreminja. Vidimo pa, da je teh zaradi bolezni zaklopk, pa tistih, ki imajo prirojene srčne napake, pa bolj malo, teh pa ni veliko. Se pravi, glavni vzrok smo zdaj pogledali, tudi malo smo definirali, kaj bi srčno popuščanje bilo. Načelno se sicer deli v različne podskupine, samo jaz tukaj zdaj ne bi kompliciral, pa pogledamo lahko, koliko tega zdaj je srčnega popuščanja. Zdaj tukaj so malo podatki za svetovnem merilu, koliko procentov populacije ima srčno popuščanje. Vidimo, da se stvari majčkeno razlikujejo, tudi vsi podatki niso čisto popolni. Zdaj, če gledamo Evropo, vidite, da je tam med 1,3 pa 4%, tudi v Ameriki je mogoče nekaj podobnega v tem smislu, gre torej za splošno populacijo bolnikov, tako da če zračunamo potem, koliko teh bolnikov je, jih je kar veliko.
In ne samo to, zelo pomembno je tudi so starostne skupine. Tukaj je prikazano, koliko procentov ljudi v kakšni starostni skupini ima srčno popuščanje. Se pravi, vidimo, če ste v starostni skupini od 20 do 39 so procenti zelo nizki, kasneje pa potem naraščajo. In če gledamo zdaj tukaj ženske pa moški, recimo nad 80 let, je to že več kot 10%, tukaj so nekako do 13,5 pride, kar če zračunate glede na število ljudi v populaciji kar veliko. To se pravi, to je v bistvu bolezen, ki se razvije tudi s starostjo, zaradi tega pač, ker se ti dejavniki tveganja majčkeno kopičijo s časoma in lahko pride tudi do srčnega popuščanja. Zdaj, to so projekcije za naprej. Glede na to, da se populacija stara in glede na komorbidnosti, je to potem tukaj izračunano, da v bistvu srčno popuščanje tudi v prihodnje število bolnikov bo naraščalo. Že zdaj je to v bistvu edina bolezen srca in ožilja, pri kateri pogostnost narašča iz leta v leto, ostalih se zmanjšuje. To je iz večjih razlogov, prvič staranje populacije, drugič pa tudi tiste bolniki, ki so mogoče včasih imeli tako hudo bolezen, da so umrli že prej, zdaj preživijo zaradi napredka pri kardiologiji in se potem vsem poškoduje sicer srce in rata potem srčno popuščanje. Skratka, to je kar epidemija. Enkrat sem tudi delal neke analize, tako da in tudi takrat, ko je bil COVID, je bila prevalenca srčnega popuščanja višja kot COVID. Skratka, tudi v času epidemije je bilo srčno popuščanje še vedno večja epidemija kot COVID, čisto sem kot en primer. Tukaj še enkrat to, kakšne številke približno to so. Se pravi, do 5% populacije, tudi 10% nad 65 let. Zdaj podatki za ZDA so pač takole. Pri nas je pa recimo okrog 6,000 hospitalizacij letno zaradi tega. Seveda to je pogosto tudi najpogostejši vzrok hospitalizacij, predvsem so pa stroški tudi zelo visoki, da ne govorimo o kvaliteti življenja teh bolnikov in tako naprej. Skratka, gre za bolezen, ki je zelo pogosta. Značilno za ta bolezenski sindrom je tudi, da je dolgo časa v bistvu stanje stabilno, se pravi, veliko časa se da vzdrževati, sploh zdaj, ko so nova zdravila, bomo videli, stanje je stabilno, in potem, ko se začne pa slabšati, tukaj, ko so to se pravi hospitalizacije in slabšanje srčne funkcije, tukaj so pa potrebne potem dodatne intervencije. Se pravi, cilj zdravljenja zdravili in vsega ostalega je, da se pravzaprav čim dlje vzdržuje ta plato, ker tukaj pa so pa te metode zdravljenja malo bolj v bistvu agresivne, sicer so tudi uspešne, vendar so bistveno bolj, bi rekel, interventne v primerjavi s tem, kar bi delali tukaj. Zato je pomembno ta del, da se tukaj pravočasno odkrije srčno popuščanje in se ga zdravi in tudi nekako želja je, da do tega tukaj sploh ne bi prišlo. Zdaj, kako se pa zdaj to odkrije? Če smo zdaj rekli, da je zelo pomembno, da se to čim bolj zgodaj odkrije, potem je verjetno fino, da se ve, na kakšen način oziroma kakšne so glavne težave. Zdaj, kar se tiče same diagnostike srčnega popuščanja, so te preiskave tukaj malo naštete. Se pravi, klinični pregled je seveda najbolj pomemben, NT-proBNP bomo pa malo razložili, kaj to je. Potem so neinvazivne preiskave, ki so ene malo bolj dostopne, druge malo manj. Se pravi, EKG je kar dostopen, rentgen tudi, medtem ko ultrazvok srca malo manj. Glede na to, da in potem so pa še invazivne preiskave, ki se pa malokrat uporabljajo. Se pravi, to je samo pri tistih z napredovanim srčnim popuščanjem v glavnem. To je en algoritem evropski, se pravi, ki se ga ne vidi po mojem preveč dobro, ampak če gremo samo po vrsti, kako naj bi se to odkrili, se pravi, najprej pogledamo, simptome, znake srčnega popuščanja in če je kakršnakoli abnormalnost v EKG-ju, se pravi EKG pa to, kar bolnik ima za ene težave, to je prva zadeva, ki je treba ugotoviti, potem se pa zmeri NT-proBNP. NT-proBNP je marker za srčno popuščanje. Zdaj ta meja je malo arbitrarna, teh 125, odvisno malo od laboratorijev, vendar če je NT-proBNP povišan, potem lahko rečemo, če imamo še tole zraven, je kar visoka verjetnost za srčno popuščanje, oziroma še boljše, če je NT-proBNP nizek, potem lahko rečemo skoraj sigurno, da srčno popuščanje ni prisotno. Tako da na ta način se malo orientiramo, ker naslednja stopnja tukaj vidimo je potem pač ultrazvok srca, pa vemo, da vsaj pri nas ni zdaj zelo dostopen, kar se tiče samega čakalne dobe in zaenkrat je pač to malo problem, ker je to ena izmed osnovnih preiskav. Potem pa naprej, ko enkrat to diagnosticiramo, lahko tudi zdravimo. Zdaj, če gremo pogledati te stvari po vrsti, ker se mi zdi, da je pomembno, da se malo pogleda točno, kakšne so zdaj te težave oziroma kaj lahko s kakšno preiskavo naredimo.
Se pravi, tipično je, težko dihanje, recimo ob telesnih naporih, ne toliko v mirovanju. Se pravi, nekdo, ki prej je lahko v prehodu, 200 nadstropij, ne da bi se ustavil, zdaj tega več ne more, oziroma nekateri se zadihajo že pri hoji po ravnem. Tako da tukaj to je ena stvar, ki je absolutno treba vprašati, če kdo opaža upad telesne zmogljivosti. Se pravi, ni rečeno, da mora koga kaj boleti v prsnem košu, ampak predvsem težko dihanje, to je najbolj značilno. Zdaj, kar se dihanja tiče, nekateri bolniki imajo tudi problem po noči, in sicer, ko se uležejo, če nimajo visokega vzglavja, težko dihajo, zaradi tega, ker takrat, ko se uležemo, se kri iz nog in iz drugega dela telesa prerazporedi v pljuča, in zdaj, če imate pri srčnem popuščanju srce, ki ne zmore toliko se krčiti, pride do tega, da se v bistvu takrat težko diha. To je tudi en znak, ki je dosti značilen, to se pravi, mogoče se takrat se vpraša, včasih kakšni pravijo tudi, da včasih so lahko spravili z nizkim vzglavjem, zdaj pa ne morajo več, morajo imeti visoko vzglavje, ker jih sicer duši. No, to je tudi en tak znak, ki bi rekel, da je lahko sumljiv za srčno popuščanje. Zdaj, skupaj s tem težkim dihanjem gre tudi seveda kašelj, recimo, nekateri samo kašljajo tudi že. In en znak, ki je pa tudi zelo pomemben, poleg utrujenosti in tako, je pa otekanje, Tipično, recimo, pravijo bolniki, da, pridobivajo na telesni teži, kljub temu, da v bistvu ne jejo nič drugače, kot so prej, oziroma opazijo tudi otekanje nog, značilno najprej se opazi ponavadi otekanje nog, nekateri opazijo tudi otekanje v trebuhu. Skratka, otekanje plus težko dihanje je v bistvu neka kombinacija, ki bi rekli, da je lahko zelo sumljiva za srčno popuščanje. No, in zdaj, če do tega pride, potem je prva stvar, ki jo lahko naredimo. Še to, kateri simptomi, ki so, je tudi zelo pomemben, kdaj so. Se pravi, če so, to so ti NIHA razredi, zdaj ne vem, ampak pomembno je pa, da so povezani tudi s smrtnostjo. Se pravi, če imate vi NIHA razred 1, se pravi, da imate težave pri težjih telesnih naporih samo, potem imate enoletno smrtnost nizko. Če imate pa recimo NIHA razred 3, da imate simptome, se pravi, da težko dihate že pri minimalnih naporih, ne vem, če si kdo recimo zobe umije, pa pri gospodinjskih opravilih in tako dalje, potem je smrtnost bistveno višja. Če imate pa težave v mirovanju, potem je pa še višja. Zdaj, naslednja stopnja, ki smo rekli, bi bila meritev BNP. Zdaj, najprej, kaj ta BNP je, Se pravi, ko imate vi srce, ki je obremenjeno in ki se širi, tako kot smo prej videli, da se zgodi pri srčnem popuščanju, se potem iz srca izločajo, zaradi te volumske obremenitve iz srčne stene, se izloča ta natriuretični peptid, se pravi, delno se izloča tudi v možganih, zato se tudi imenuje ta BNP, brain natriuretic peptid, je bil prej, ko so mislili, da se izloča samo v možganih, ampak v resnici največ se izloča v srcu. In ta BNP je v bistvu nek obrambni mehanizem, ki sicer pol tudi deluje na ledvica, pa na žile, pa tako. Se pravi, ampak če ga pa merimo v krvi, bomo ugotovili pa, da tisti bolniki, ki nimajo srčnega popuščanja, te vrednosti tega BNP-ja nizke, tisti, ki pa imajo srčno popuščanje, ali pa tudi kakšni drugi, ki imajo bolezni ledvice in tako, imajo pa višje te vrednosti. To se mi zdi zelo uporabna preiskava, zaradi tega, ker se je lahko naredi dosti hitro. Pri nas je odvisno dostopna na sekundarni ravni sigurno, na primarni ravni ne povsod, se proba narediti, da bi bila čim bolj. Zaradi tega, ker če tole imate, plus tiste simptome prej, je pravzaprav že kar veliko enih znakov, da se lahko začne že tudi zdraviti. Ker zdaj ne pomaga nič, če mi samo odkrivamo stvari, pa da jih ne zdravimo. Zato je tudi mogoče fino, da bi bilo to bolj dostopno, da bi se lahko začeli pravočasno zdraviti srčno popuščanje. EKG je ena stvar, ki se naredi ponovadi v vseh ambulantah, ker ni tak problem. Zdaj, v EKG pri srčnem popuščanju lahko zelo veliko različnih sprememb, glede na to, kakšna je osnovna bolezen in tako. Je pa ena stvar, ki nam lahko zelo pomaga. Se pravi, če imate vi EKG, ki je popolnoma normalen, se pravi čist, da ni nobenih sprememb, potem lahko skoraj sigurno rečemo z več kot 90% verjetnostjo, da srčnega popuščanja nimate. Se pravi, to nam tudi pomaga pri tem screeningu, zaradi tega, ker tipično, če gremo v neko ambulanto, se lahko naredi laboratorij, lahko se naredi EKG, in se vpraša seveda, kakšne so težave. Rentgen je še kar tudi dostopen,
Se pravi, rentgen srca in pljuč, ne. Zdaj ta skema je zdaj tukaj zelo, to se pravi, ta senca, če gledamo tole vse skupaj je srce, no, kar je izredno povečano, ne, ponavadi je srce veliko takole približano, ne, tole so pljuča, kakor jih še ostalo, skratka, tukaj gre zelo za napredovalo obliko srčnega popuščanja, ampak v glavnem, če znak, recimo, to sem hotel sam poudariti tukaj je, da če se srce poveča na rentgenski sliki, pa tle vidimo tudi ene spremembe v pljučih, v tem primeru pol, ne, je to lahko znak tudi srčnega popuščanja. Najpomembnejša preiskava definitivno je ultrazvok srca. Z ultrazvokom srca pogledamo, kako se srce krči, koliko je veliko, kakšne so zaklopke, kakšne so druge bolezni še tukaj, tako da to je definitivna stvar, ki jo treba narediti pri bolniku s srčnim popuščanjem. Tako da je pa res seveda edina stvar, ki je problematična tukaj, je pač dostopnost tega, drugače pa ni dvoma, ne, vsak bolnik, ki ima sum na srčno popuščanje, mora imeti narejen ultrazvok srca. Vprašanje je samo, če imamo mi recimo znake že prej, ne, se pravi BNP in tako dalje, potem lahko že prej začnemo zdraviti, ko bolnik recimo čaka na ultrazvok srca, se nekatera zdravila lahko že uvede in se s tem prepreči napredovanje srčnega popuščanja oziroma ga probamo popraviti. In zdaj smo nekako diagnosticirali to, zdaj naslednja stvar bi pa bila verjetno, kako se pa srčno popuščanje potem zdravi, Zdaj, v zadnjem času, se pravi, so stvari se zelo spremenile, kar se tiče zdravljenja srčnega popuščanja. Tukaj vidimo, da nekako to predvsem ponazarja to, da se zdravi stopenjsko, ampak zadnjih recimo, ne vem, 10 let, zdaj zadnje 2 leti so stvari zelo drugačne, prej je bilo pa zadnjih 10 let v resnici tako, da ni bilo nobenega novega zdravila za srčno popuščanje in zato tudi ni bilo nobenega napredka, kar se tiče preživetja, hospitalizacije in tako naprej. No, zdaj so se stvari pa v zadnjih 2 letih zelo spremenile, sta 2 novi skupini zdravil, ali vsaj 2, no, tudi 3 zdaj že, ki zelo pomagajo pri bolnikih s srčnim popuščanjem in s tem so tudi izhodi zdravljenja bistveno boljši in v prihodnje zdaj bomo tudi videli, kakšen bo dolgoročen vpliv tega, no, tako da tukaj je to kar zelo optimistično. Zdaj tukaj tole je malo komplicirano, v glavnem ta zdravila imajo različna prijemališča, glede na to, kaj je aktiviran pri srčnem popuščanju. Predvsem bi pa povedal eno stvar, zelo jasni dokazi so, da obstajajo vsaj 4 skupine zdravil, ki bi jih mogel imeti vsak bolnik s srčnim popuščanjem. Se pravi, nekdo, ki ima srčno popuščanje, ki se mu srce ne krči dobro, bi mogel imeti te 4 osnovne stebre zdravil. Zdaj, kjer ta zdravila so, niti ni to zelo pomembno, je pa pomembno to, da dejansko za vsakega posebej dokazano, da zelo izboljša preživetje, zmanjša hospitalizacije, je pa na drugi strani seveda problem, ker ta zdravila so 4, ni eno in zaradi tega je verjetno težko jih imeti in je treba paziti, se pravi, če imaš malo več zdravil, seveda bistveno težje, kot če jih imaš manj, vendar to je zdaj res nova paradigma, ker so odkrita nova zdravila, ki izredno izboljšajo preživetje, zato je tudi ta zdaj 4-tirna terapija kot neka osnova za kakršnokoli zdravljenje srčnega popuščanja. To je velika razlika, to je zdaj v zadnjem času, v 2 letih zdaj to spremenilo, prej je bilo dovolj, če si imel eno zdravilo ali pa 2, ker itak ni bilo teh novih, zdaj pa to ni več tako. Se pravi, 4 zdravila so neka osnova za bolnika s srčnim popuščanjem, ker pa vemo, da to ni enostavno kar to uvajati vse skupaj, ker vemo tudi mogoče, da je treba določena zdravila tudi povišati doze in tako naprej, je treba pa to čim prej začeti uvajati, zaradi tega, ker dokler je srce manj poškodovano, so tudi učinki teh zdravil boljši, in v bistvu tak bolnik lahko čisto normalno praktično funkcionira, jemlje pač ta zdravila, srčna funkcija ponavadi je lahko stabilna pri večini bolnikov in se živi lahko s tem pač s to srčnim popuščanjem, tudi brez kakršnih koli drugih ovir, normalno, kot tudi če tega ne bi imeli, pač v tem stilu samo, da jemljete zdravila. Se pravi, zato je pomembno, če začnemo to pravočasno. Kar smo pa videli tudi prej, je pa, da pri bolnikih s srčnim popuščanjem seveda nima prizadeto samo srce, ampak se zaradi tega, ker se srce ne krči dobro, so prizadeti tudi drugi organi. In zdaj, če mi hočemo nekoga, ki ima srčno popuščanje zdraviti ustrezno, ne smemo gledati samo delovanje srca, ampak moramo delati delovanje tudi vseh ostalih stvari. Ker vidimo tukaj v bistvu tole, kaže, se pravi, tole, ta temno sivo so
hospitalizacije zaradi srčnega popuščanja, te so pa zaradi ostalih stvari. Se pravi, bolniki, ki imajo srčno popuščanje, ne grejo v bolnico čisto samo zaradi srčnega popuščanja, ampak lahko tudi zaradi ledvičnih bolezni, jetrnih in tako naprej. No, ena izmed najpomembnejših stvari, ki se zgodi pri srčnem popuščanju, je seveda oslabljeno delovanje ledvic. Se pravi, srce se nakrči dovolj dobro zaradi nečesa, pač zaradi neke bolezni, ki ga prizadene, in zato pač ta kri ne pride dovolj do ledvic, in zaradi slabe prekrvavitve, in tudi zaradi po drugi strani zastajanja krvi na venskem sistemu ledvic pride do slabšega delovanja ledvic. Ob tem pa seveda se izločajo stvari, ki dodatno spet nazaj delujejo na srce, tudi in s tem še poslabšajo srčno popuščanje. Zato je v bistvu ta krog zelo fajn prekiniti čim prej in ta nova zdravila, ki so zdaj na voljo, imajo dober učinek tudi ta, da delujejo dobro na ledvice in na ta način izboljšajo ne samo srčno popuščanje kot delovanje srca, ampak tudi delovanje ledvic. Zdaj, pomembno je tudi delovanje jeter. Včasih dobimo neke rezultate jetrnih testov, ki govorijo recimo za bolezni jeter, pa sploh ni to zaradi jeter, ampak je zaradi tega, ker srce, ki ne črpa dobro, v bistvu potem ne more to dosti hitro izčrpati te krvi iz jeter, in zato se to tako vidi, kot da bi imeli recimo bolna jetra, v resnici gre pa za to, da kri zastaja v jetrih in na ta način, seveda je to znak srčnega popuščanja. Zdaj, ne smemo pozabiti tudi, da srce prekrvavi tudi kaj drugega še, recimo mišice, Se pravi, nekdo, ki ima težave zaradi srčnega popuščanja, jih nima čisto samo zaradi dihanja, ampak tudi zaradi tega, ker te mišice njegove ne dobijo dovolj krvi. Zaradi tega je zelo pomembna vloga tukaj tudi rehabilitacije bolnikov s srčnim popuščanjem, Obstajajo organizirane oblike rehabilitacije, kjer pomagajo tem bolnikom, da ne izgubijo mišične moči. Ker vsaj v tem času, ko čakamo, da se funkcija srca popravi, ker to ni prec, tipično traja 1,5 leta, da se stvari popravijo z zdravili, v tem času srce pač dela kot dela in mišice ne dobivajo dovolj krvi in ker jo ne dobivajo dovolj, začnejo se zmanjševati oziroma atrofirati. In potem se pridete v situacijo, ko se vam delovanje srca sicer popravi, ampak vi imate pa še vedno težave zaradi tega, ker mišice pa se ne popravijo tudi ne tako hitro. Saj veste, če izgubite neko mišično maso, traja kar nekaj časa, da jo nazaj dobite, v smislu tega, da je treba delati vaje in tako. Zato je pravočasna rehabilitacija enako pomembna kot recimo pravočasno zdravljenje zdravili pri bolnikih s srčnim popuščanjem. In ena stvar, ki se še tudi zgodi, srce tudi črpa kri v kostni mozeg, in zdaj v kostnem mozgu se tvorijo rdeče krvne celice, in zdaj če pa in tudi druge, ampak če to kostni mozeg ne deluje dovolj dobro, potem pride do tega, da imate premalo teh rdečih krvnih celic, kar še dodatno poslabšuje počutje, se pravi, če imate vi anemijo, se pravi premalo eritrocitov, potem tudi zaradi tega lahko že težko dihate. Se pravi, te težave, ki so pri srčnem popuščanju, niso samo zaradi samega težave zaradi srca in tega nabiranja vode v pljučih, ampak tudi zaradi delovanja mišic in tudi zaradi tega, ker je v bistvu prisotna tudi anemija. Zaradi tega je pomembno gledati tudi te vrednosti pri bolnikih s srčnim popuščanjem, ki lahko mogoče kakšno počutje nekoga se bistveno popravi tudi in tudi nekaj dokazuje, da se tudi delovanje srca popravi, že s tem, da se recimo nadomešča železo, in na ta način izboljša predelovanje krvnih celic in s tem tudi se izboljšajo simptomi srčnega popuščanja. Kar je, sem hotel samo povedati, da v bistvu najbolj tako občutljivo obdobje za nekoga, ki ima srčno popuščanje, je v zgodnjem obdobju, ko pride iz bolnice. Se pravi, bolnik gre v bolnišnico, tam se mu recimo, če se zelo poslabša, uvede terapija. V tem zgodnjem obdobju pa je predvsem več težav, se pravi, nova zdravila je treba jemati, ker ni tako enostavno za vse, V tem času se v bistvu še ta bolezen se ne funkcionira še tako dobro, to zdravljenje. Tako da to zgodnje obdobje je tisto pomembno, zato je fino, da bolnike, ki so po hospitalizaciji srčnega popuščanja, naročimo na kontrolo dosti hitro po samem odpustu, se pravi v nekaj mesecih. Zdravljenje srčnega popuščanja, torej smo ugotovili, da je pomembno, da se začne zdraviti čim prej. Zdaj imamo ta zdravila, ki res zelo dobro delujejo, tako da jaz mislim, da bo vedno več bolnikov, ki ne bojo rabili ničesar drugega od terapije, nobenih drugih načinov zdravljenja, ki jih bom zdaj še pol pokazal.
In v bistvu na ta način bi lahko stvari zelo stabilizirali, ne. Torej, če bi bolnike dosti hitro odkrili in začeli zdraviti, ne, na tako, kot smo približno rekli, bi bilo tudi zdravljenja v bolnišnicah manj, in tudi dolgoročna prognoza pri taki bolezni bi bila boljša. Zdaj pa mogoče čisto zanimivost še, kaj se pa zgodi, a ne, zdaj nekaj procentov, ne, se pravi v nekih študijah okrog 10%, lahko tudi do 20%, bolnikov pač ne odgovori na zdravljenje zdravili. Ponavadi so to te bolniki, ki nekako so stvari zamudili, ne, se pravi, niso se začeli pravočasno zdraviti, ne, ker če enkrat srčna mišica že toliko prizadeta, da je pa te zdravila niti ne morejo delovati dobro, a ne, nimajo na kaj več toliko zelo delovati, potem se včasih ta funkcija ne popravi več nazaj, a ne. Zato je v tem primeru pač, se pravi, seveda zdravila še vedno nadaljujemo in probamo, vendar so manj učinkovita in imamo druge načine zdravljenja, ki so malo bolj invazivni, a ne. Ena od teh je recimo mehanska podpora. Zdaj, če pride zelo hitro do poslabšanja srčnega popuščanja, imamo na voljo različne črpalke, ki se jih lahko ustavlja tudi na terenu, a ne, ki so tako delujejo, recimo, kot je tle malo prikazan, kot neke sorte tlele se vstavi noter v srce, a ne, preko žile, a ne, se grejo in v srce, pol je pa tlele en takle propeler, ki se vrti in črpa to kri pol ven in pomaga srcu. Vendar to so samo za ta hitra poslabšanja. Se pravi, če je nekdo, ki se mu stvar zelo hitro poslabša, ga lahko na tak način stabiliziramo. Pol je tudi kirurški način tega. Kar je pa za te bolnike, ki imajo pa dalj časa problema, ne, je pa zdaj v zadnjem času prišlo res do velikega napredka pri dolgotrajni mehanski podpori. Zdaj, kaj to pomeni? Zdaj, tukaj je malo schematsko prikazano. Se pravi, mi imamo tale aparat, ki se ga tukaj montira v srce in ta črpa, se vrti, a ne, to je ta rotor tukaj prikazan, in črpa potem iz srca pol gor v aorto, ne. Se pravi, srce se še zmeraj krči in tukaj še vedno potiska kri, tole pa zraven pač pomaga. In zdaj to se da pa naštimati, koliko teh obratov, koliko jih ni, in na ta način si pri bolnikih z napredovanim srčnim popuščanjem, a ne, lahko pomagamo in tak aparat ima lahko kdo tudi več let. Zdaj, pri nekaterih bolnikih po vstavitvi takega aparata pride do tega, da se srčna funkcija popravi in se ta aparat lahko potem ugasne in odstrani. Pri drugih pa pač to služi, recimo, če se ne popravi, kot neka premostitev do potem transplantacije srca. Je pa res, da je to pač treba imeti tudi baterije tukaj, ne, in da ta način polnjenja nekako ni najbolj simpatičen preko kablov, takole nekako naj bi idejno to izgledalo, ne. Se pravi, zaenkrat je treba imeti še kabel povezan, zdaj veliko se dela na tem, da bi šlo to prek transkutanega transferja energije, vendar zaenkrat tega še ni. Tako da ta način je seveda, kot omejeni števili bolnikov, pride zelo prav in zdaj v zadnjem času imamo tega tudi pri nas malo več. Zato so malo te modri stolpci, koliko je tega v Sloveniji bilo, a ne, po letih, no, letos smo jih imeli tudi že 8, a ne, tako da v zadnjem času je tega zdaj že bistveno več, ker so tudi ti aparati bistveno boljši in imajo manj komplikacij in se z njimi lažje živi. Zdaj, kar se pa tiče na končno zdravljenje, je pa seveda transplantacija srca. Zdaj pa transplantacija srca je problem to, da je darovalcev premalo glede na število prejemnikov, ne, se pravi, to so podatki tukaj za Eurotransplant, a ne, to ta modro so tisti, ki čakajo na transplantacijo, to rdeče so pa število transplantacij in vidimo, da v resnici je tle še kar diskrepanca, ne, se pravi, tukaj je malo problem, da pač je odvisno od raznih stvari, se pravi, nekdo, ki ima krvno skupino nič, a ne, nekdo, ki je visok, nekdo, ki ima prekomerno telesno težo, bo težko dobil dajalca glede na to, primerjavi z drugimi, a ne. Zdaj, pri nas je število transplantacij kar visoko, a ne, v zadnjem času je kar konstantno, to se pravi, ta način zdravljenja je pri nas dostopen. To so podatki potem za Evropo, kjer smo pač prvi in tudi prvi smo v svetu v zadnjih 10 letih, vsako leto, glede na milijon prebivalcev, imamo v Sloveniji največ transplantacij na svetu, ne. Se pravi, to je mogoče zaradi tega, ker imamo relativno dobro dostopnost, nekaj v smislu tudi pomaga to, da smo manjši in so stvari lahko malo centralizirane. Tudi pravočasne napotitve so pomembne za transplantacijo, a ne. In tudi geografska lokacija pri nas je kar dobra, glede na to, a ne, da lahko dostopamo do različnih držav in pač iz tega pula dajalcev, ki je Eurotransplant, ne, se pravi, to niso dajalci iz Slovenije vsi, ampak so iz Evrope, lahko na ta način dostopamo do tega. Povprečna doba za transplantacijo, da se čaka pri nas je zdaj trenutno okrog 40 dni,
drugače je bilo že tudi več. Smrtnost na listi za transplantacijo je pa zelo nizka, zaradi tega, ker imamo pač možnost zdaj mehanske podpore, se pravi, če se nekomu, ki čaka na transplantacijo srca, poslabša, se odločimo, da mu stavimo mehansko podporo. To je pa preživetje, pri nas je v zadnjem času nad svetovnim povprečjem, tako da mislim, da so stvari zelo jasne, kar se tiče tega, to se pravi tudi, kar se tiče postoperativnega preživetja, smo, kar se tiče transplantacij, kar v redu. Niso pa vsi primerni za transplantacijo srca, se pravi, neka starostna omejitev je 70 let, pomembno je tudi, da kako vam delujejo ostali organi, to, kar smo že prej poudarjali, ker vam nič ne pomaga, če recimo transplantirate srce, potem pa vam ne delujejo več jetra pa ledvica in tako naprej. Rakave bolezni so tudi problem, morajo biti 5 let stabilne. Skratka, niso vsi bolniki primerni za transplantacijo srca in tudi, kot smo že skozi govorimo, tudi tukaj je pomembna zgodnja napotitev, se pravi, če imamo nekoga, ki ne odgovarja dobro na zdravljenje zdravili, ne bo nič narobe, če se ga napoti naprej v center za transplantacijo, kjer velikim bolnikom povemo, ok, lepo, da ste prišli, sicer zdaj vam bomo raje uredili terapijo, niste še na tem, da bi karkoli v tem smislu rabili transplantacijo ali kaj takega, ampak fino pa je, da ste noter v tem programu, če se vam kdaj poslabša, se nas še vedno lahko da na listo za transplantacijo. Na ta način mislim, da se da funkcionirati, tako kot smo rekli že od samih zgodnjih, pa tudi do zdaj napredovalih faz bolezni, pač čim prej, da se pride do nekega nivoja oskrbe, je v vsakem primeru boljše. Bolniki jemljejo po transplantaciji veliko zdravil, nekateri problemi so tudi, kar se tiče koronarne bolezni, vendar to se v zadnjem času izboljšuje. Kot alternativa, taka, mogoče, ki je pa malo še bolj v manjših količinah se uporablja, je pa popolno umetno srce, tudi to obstaja, Takih bolnikov smo imeli pri nas sicer malo manj, okrog 10 vsega skupaj, gre pa za to, če vam odpove srce popolnoma, potem ne pomaga več ni zadosti več tisti propeler, ki smo prej gledali, ampak je treba srce zamenjati. Zdaj, če vi nimate na voljo transplantacije, takrat potem je to umetno srce, ker to so komponente tlele malo prikazane in taki bolniki s tem popolnim umetnim srcem, se pravi, celo srce se odstrani in se implantira potem umetno srce. Taki bolniki potem so tlele vidimo v bolnici, kako izgleda pol še rehabilitacija, imajo tako konzolo zraven, medtem ko obstaja tudi ta manjša konzola, s katero grejo lahko domov. Mi smo imeli tudi bolnike, ki so bili doma in so bili pol uspešno transplantirani, tako da to je tudi en način, čeprav se ne uporablja prav veliko. Zdaj, če pogledamo še na konec malo, kakšne so še možnosti takole za prihodnje. Veliko se dela na transplantaciji matičnih celic, Ideja je, da se popravi prizadete dele srca, se pravi tiste, ki so bili ne čisto odmrli, ampak tiste, ki so bili poškodovani in na ta način, da se izboljša krčenje. Pri nas delamo to že nekaj časa in smo tudi eni izmed vodilnih v Evropi po številu tega. Uporabljamo bolnikove lastne celice iz kostnega mozga ali pa v zadnjem času tudi take, ki jih lahko dobimo kot preparat, se pravi, ki so alogene celice. Sam postopek lahko naredimo na dva načina, ali te celice apliciramo po žilah in potem grejo na tisto mesto, ki je poškodovano, ali pa z načinom, da se z injekcijami in posebnim mappingom, se pravi z nekim aparatom, te celice aplicira v poškodovana mesta. Na ta način smo pokazali, da se preživetje bolnikov izboljša in zdaj delamo to naprej tudi pri širši skupini bolnikov, tudi pri tistih, ki imajo okvarjeno srce zaradi recimo hipertenzije. Je pa pomembno to tudi spet, da so taki bolniki napoteni pravočasno, zaradi tega, ker če se enkrat preveč brazgotine, se to ne popravi. Tako da to je spet ena izmed stvari, ki pravzaprav je tudi pomembna zelo pravočasna napotitev. No, pa še za na konec, malo znanstvene fantastike še tudi. Se pravi, nekaj laboratorijev na svetu dela na živalskih modelih to, da vzamejo recimo srce dajalca, potem z encimi raztopijo dol te celice, recimo in ostane samo tako kolagensko ogrodje, se pravi vezivo. Potem pa, mogoče veste, ta Yamanaka, ki je dobil Nobelovo nagrado tudi za zdravljenje z matičnimi celicami, je razvil metodo, da vi lahko iz katerekoli celice, recimo v telesu, celice kože recimo ali pa krvne celice,
razvijate srčno-mišično celico in potem vi razvijate človeku lastne srčno-mišične celice, jih implantirate in vse te celice razrastejo. No, to je zdaj tudi to je za te posnetki tukaj zdaj niso na človeškem srcu, vendar zdaj je bilo že več tudi na živalskih modelih, kar se tiče opis in prašičev, to dokazano, vendar klinična uporaba seveda je še kar zelo daleč. Je pa to mogoče nek način v prihodnje, ki je mogoče zanimiv, ker se pravi srce že tako ima sposobnost obnove, zdaj na ta način bi jo probamo na nek način stimulirati. Tako da jaz sem tukaj zdaj na kratko probal prikazati malo teh stvari, kar se tiče diagnostike zdravljenja srčnega popuščanja. Zdaj pa mislim, da bi bilo fino, če bi imeli še kakšno vprašanje. Tako da hvala. No, super, tole je bilo zelo izčrpno, zanimivo. Zdaj pa, če ima kdo vprašanje, lahko kar zastavi ga. No, pa jaz prebrala iz četa. Kakšna preiskava je BNP? Ja. BNP je preiskava iz krvi, se pravi, obstaja, to se pravi, nič dosti drugače kot standardna laboratorijska preiskava. Vzame se kri in se potem na različni način analizira, da se to določi. Zdaj obstajata dva načina, eden je tudi tak, da je tak manjši aparat, ki ga ima lahko nekdo, ne vem, nekateri tudi doma, da si sam lahko tudi kdo to zmera, se pravi, tudi taki aparati obstajajo za merjenje BNP-ja, ki so zelo priročni, zelo hitro dajo tudi rezultat. Zdaj pri BNP-ju samem rezultatu je treba biti malo previden, se pravi, BNP, ki je nizek, se pravi, pomeni, da srčnega popuščanja z veliko verjetnostjo nimate. BNP, ki je nekako srednje povišan, nakazuje na možnost srčnega popuščanja, vendar je treba ugotoviti tudi to, da so stvari kot recimo ledvična bolezen ali pa kakšne motnje ritma, ki tudi povzročajo dvig BNP-ja, sicer ne toliko pri srčnem popuščanju, vendar to je treba upoštevati pri interpretaciji. Zdaj pa BNP, ki je pa zelo visok, je pa pol skoraj sigurno znak srčnega popuščanja. Pa še ena stvar je pomembna pri BNP-ju, ker včasih ocenjujemo zdravljenje seveda tipično, če nekoga pač naročiš na kontrolo, ga vprašaš, če se kaj boljš počuti in tako. Zdaj, ljudje se včasih boljš počutijo, včasih pa tudi ne, zaradi tega, ker recimo za drugih stvari tudi lahko, zato tudi serijsko spremljanje BNP-ja nam da tak nek objektivni kazalec, se pravi, če vi vidite, da ste dali neko zdravilo, pa da BNP gre dol, potem vam to še dodatno nakazuje, da je to zdravilo uspešno, in da je treba s tem nadaljevati na tak način. Če pa gre BNP gor, kljub temu, da vi zdravite, potem je pa to mogoče znak, da dajmo pač čim prej napotiti tega človeka naprej na kakšno drugo zdravljenje. Se s popuščanjem srca zmanjša tudi utrip srca? Kakšne so vrednosti utripa? V bistvu ne. Zaradi tega se pravi mišljenje je tle verjetno frekvenca pulza, ki si ga zmerite, se pravi utrip srca je tipično celo povišan in to pa zato, ker zdaj, če gledamo srčno popuščanje, pomeni, da se srce slabše krči. Vendar telo se trudi, da bi na koncu dobili enako količino krvi drugi organi, se pravi, mora srce hitrejše utripati zaradi tega, da zagotovi isti pretok. To je zdaj kompenzatorna faza. Se pravi, tipično imajo bolniki s srčnim popuščanjem povišano frekvenco, se pravi povišan puls in ne toliko nizek, zato tudi eno od teh zdravil, ki se jih jemlje pri srčnem popuščanju, so v bistvu uperjena na to, da znižujejo v bistvu srčni utrip, to so beta blokatorji. Tako da bi bil pa nizek utrip, je pa samo v redkih primerih, če je zraven še kakšna druga bolezen, drugače pa ne. Ali tudi sladkorna bolezen lahko vpliva na nastanek srčnega popuščanja in osebe s sladkorno boleznijo tipa 2 vse pogosteje dobijo še diagnozo srčno popuščanje? Če transplantacija pride vedno v poštev pri srčnem bolniku, ali so nova zdravila primerna za osebe s sladkorno boleznijo? Ja, to je ravno ena izmed stvari, ki se je v zadnjih 2 letih zgodila. Obstajajo zdravila, ki se jim reče SGLT2 inhibitorji, ampak se pravi, to so bila zdravila, ki so bila v osnovi v bistvu indicirana za zdravljenje sladkorne bolezni. In je treba bilo pri sladkorni bolezni vsako zdravilo, ki ga daš na trg, moraš testirati, kako deluje na srce. So testirali to in ugotovili, da izredno dobro deluje in da zmanjša incidenco srčnega popuščanja.
je to ratalo zdaj eno izmed temeljnih zdravil za srčno popuščanje. Skratka, imamo zdaj torej na voljo zdravila, ki delujejo istočasno na sladkorno bolezen in na srčno popuščanje in še na ledvično delovanje. In zaradi tega, ker vemo, da eno drugo potencira, to je bilo prvi dve vprašanja, se pravi, diabetes, se pravi sladkorna bolezen, slabo vpliva na srčno popuščanje in srčno popuščanje slabo na diabetes, tudi na nivoju majhnih žil in tako, skratka, to vse potencira, zato je ta način zdravljenja zelo primeren tako za tiste s sladkorno boleznijo, še posebej tiste s sladkorno boleznijo, kot tudi za tiste, ki jo nimajo, vendar na vsak način, se proba vedno zdravljenje zdravili najprej uvesti, če se da vse 4 te stebre, ki smo rekli, da so glavni, če pa pol še vedno niso stvari v redu, potem pa pride lahko do drugih oblik zdravljenja, kot so, transplantacija in ostalo. A lahko jaz nekaj vprašam? Dober večer. Ja, Halo, se slišivo? Ja. Zdaj, kar ste prej rekel za povišan srčni utrip, koliko časa potem koliko časa da lahko privede do popuščanja? Če imaš ti srčni utrip povišan, recimo, ne vem koliko let, kako bi vprašala, Jaz sem srčni utrip povišan in sicer že 2 leti, Na dolgi rok, Na dolgi rok to pomeni več let, lahko dejansko to pripelje do srčnega popuščanja, zaradi tega, ker srce pač tako hitro utripa tudi v mirovanju in skozi, in tega pač se temu reče čisto enostavno hitrejše utrudi, Temu se reče tahikardna kardiomiopatija, tega sicer veliko ni, ampak če imate, bil utrip 120 ali pa 130 v mirovanju, pa to traja nekaj let, potem lahko do tega pride. Tako da v tem primeru je treba odkriti, zakaj je nek utrip v mirovanju toliko visok. Normalen, recimo idealen bi bil okrog 70, utripov na minuto. Recimo, tako kot ste navedli, jaz pijem Concora, ampak kako pa se znebiti tega povišanega srčnega utripa, ker on je meni po koroni prišel, visok srčni utrip. Zdaj prva stvar je treba ugotoviti, zakaj bi to bilo. Več razlogov, eno so bolezni ščitnice, drugo je, če imate recimo slabo kri, in tako naprej. Skratka, vse ostale stvari, ki pripeljejo do visokega srčnega utripa, je treba izključiti. Fino je tudi narediti ultrazvok srca, pa EKG verjetno ste tako imeli, pa tako si mislim. Tako da več je vzrokov. Concor je v redu zdravilo, se pravi beta blokator za zniževati to in ponovadi se da s tem kontrolirati. So pa še ena druga, tudi še ivabradin je, za to znižati recimo. In to recimo hoja v gore, a to vpliva potem ta Concor na to? Ne, Concor vpliva, koliko hitro se vam dvigne puls, Se pravi, malo kasneje, se pravi, kot bi rekli, da imate malo slabše, da ima reči pospeške ali kakorkoli, kadar imate Concor, ampak načelno pa, kar se tiče samega kondicije, pa ne. Ker recimo hoja v gore, rada hodim v planine, in ne gre, enostavno kondicija zelo slaba, in po nasvetu osebne doktorice mi je rekla, popijte 2 Concorja. In jaz popijem 2 Concorja, kaj preveč boljš pa ni, Vprašanje je, koliko imate sploh pulza, preden greste v gore, recimo, še to je odvisno. Če zdaj štartate zelo visokim pulzom, pol ob naporu ne more ta puls ne vem kam še višji, tako da tle bi bilo mogoče pa enkrat za narediti tudi obremenitveno testiranje lahko, pa da vidite, kaj se dogaja, med tem, ko ste v naporu, kar se tiče pulza, EKG in vsega. Tako. Dobro, to se pravi par let, in potem vodi to v srčno popuščanje, ta povišan utrip. To govorim, če je stalno recimo v mirovanju, da bi imeli 120 utripa, pa da bi kar skozi to bilo, pol imate verjetnost, da se to zgodi. Ne, on je v mirovanju sedaj s Concorjem vred, je 70, 110 je pa v mirovanju, bil je 110, ampak to zdaj očitno je dobro kontrolirano, če je 70, to je v redu. S Concorjem, Ja. Dobro, hvala lepa vam. Lahko jaz zdaj nekaj vprašam? Glejte, jaz jemljem proti tremorju ena zdravila, ki mi utrip zmanjšajo na 40. Če jih neham jemati, je utrip normalen, samo
potem je pa tremor, ne. Zdaj me pa zanima vaše mnenje. Kaj je boljše? Da srcu pomagam ali da se mi roke natresejo? Verjetno jemljete propranolol. Ja, točno, propranolol, ja, to je. Ja. Zdaj, v kateri dozi pa se da ta doza kaj znižati? Ja, dobil sem nasvet, da recimo od začetka 3-krat na dan po eno, potem pa zmanjšujem na polovičko pa na četrtinko, tako. Ampak kljub temu, tudi če sam četrtinke jemljem recimo 3-krat na dan, puls ostane nizek. A je to prenizek 40 ali je to še spremenljivo? Ja, ne, 50 ni fajn, tako da imate ob tem tudi verjetno kakšne omotice, težave ali karkoli takega? Ne, to nimam, ampak zmatram se, bi rekel, dosti hiter, mogoče tudi malo zaradi let, ne. Jaz sem že 82 let star in me to moti, ne, ko se hiter zmatram, no. Pol pa, če počivam, je boljše, pa gre, no. Ampak kljub temu bi rad vedel, a je boljše, da imam 60, pa je tremor malo večji, ali Ja, to jaz bi mislim, boljše. Ne, boljše, da je 60, pa je tremor malo večji. Ja. Pa se proba s kakšnimi drugimi načini probati, se to pač nevrologi malo vejo, no. Ne vem, s kakšnimi magneziji pa tako. Ampak, ja, frekvenca 40 je premalo, no. Ja. Je premalo, ja. Saj zato se bom pač odločil na ono varianto, da je 60. Drugače pa imam jaz zdaj čez nekaj časa en pregled, pa bom vse te stvari povedal, bomo videli. Ok, hvala lepa. Ja, če kar nadaljujemo, ali prehrana lahko pomaga, podpira? Kar se tiče prehrane pri srčnem popuščanju, a ne, je pomembno seveda te načela zdrave prehrane, ki jih že tako poznamo. Pomemben je tudi vnos soli, no. To je mogoče ena stvar, ki je bolj pomembna kot pri drugih boleznih, ker sol v bistvu zadržuje vodo in če jeste slane stvari, potem vam se voda zadržuje v telesu in imate več težav. Zdaj, to ni problem samo zaradi težav, problem je tudi, da ko ste zatečeni, je zatečeno tudi črevesje in vi, ko jemljete recimo zdravila, pa se te zdravila ne absorbirajo toliko zaradi tega, ker se ne morajo. Skratka, sol bi bila ena izmed glavnih stvari, za katero je treba paziti, da se jo omeji, kar pri dietah. Sicer pa veljajo vsa, a ne, se pravi, odvisno sicer malo od osnovne bolezni tudi, a ne, ampak vsa dietna priporočila, ki tudi sicer veljajo, a ne, kar se tiče vnosa, a ne, se pravi, mesa in ostalih zadev, ki tako vemo, a ne, ampak od tega je najpomembnejše predvsem vnos soli. Naprej je, če lahko razložite, kako poteka istočasno zdravljenje srčnega popuščanja in anevrizme. So zdravila tudi za anevrizmo, tukaj gre za anevrizmo prsne aorte. Aha. Ja, to sta dve različne stvari, a ne, se pravi, anevrizma aorte pomeni razširitev aorte, ki rata lahko zaradi različnih zadev, eno od teh je recimo nezdravljen pritisk dolg časa, pa so še drugi vzroki, a ne. Zdaj, kar se tiče same anevrizme zdravljenja, obstaja več načinov, zdaj, če doseže neko velikost, a ne, dokler anevrizma ne doseže nekih kriterijev velikosti, je potem glavna stvar, ki se zdravi tako, da se proba pritisk regulira, da je čim bolj optimalen, se pravi, ne sme biti previsok. Če gre pa to naprej, sta pa možnosti dve, ali se vstavi v anevrizmo ena opornica, ki potem tam, se reče stent graft in potem tam je in ta anevrizma je izključena oziroma pozdravljena, ali pa kirurško zdravljenje, ne, da se to potem operira. Ne eno, ne drugo ni neposredno povezano s srčnim popuščanjem, a ne, se pravi, to so intervencije na aorti, na žili, tako da to sta v bistvu dve dosti, bi rekel, ločene stvari, ne. Hvala. Naprej vprašanje. Mamo, ki je stara 92 let, bolijo noge, ali bi dosegli izboljšanje z boljšo prekrvavitvijo oziroma uvedbo spodbujevalca? Ja, to je zdaj malo ločeno vprašanje.
Zdaj, če nekoga bolijo noge, bi bilo prva stvar verjetno pregled žil na nogah, a ne? Zaradi tega, ker če imate recimo kakšno žilo zoženo ali pa zamašeno, potem imate lahko bolečine v nogah. Da bi zdaj srčni spodbujevalec direkt vplival na bolečine v nogah, pa ne. Kako naj pridem do novih zdravil, saj mi jih kardiolog ni zamenjal od postavitve diagnoze, kar pa je več kot 5 let? Ja, zdaj se pravim, ta zdravila so relativno nova, vendar so zdaj tudi na voljo v Sloveniji, so tudi strani zavarovalnice pokrita. Skratka, res je, da pred 5 leti jih še ni bilo. Jaz bi predlagal, da se enostavno pač vpraša ob naslednji kontroli, če bi bili ustrezni kandidati za tako zdravljenje. Seveda, obstajajo tudi kakšne kontraindikacije za to, ne? Recimo, ne vem, nekdo, ki ima pogoste neke infekte sečil, ne more kakšnega zdravila imati, ali pa če imate prenizek pritisk in tako, ampak mislim, da je prav, da pač se vpraša, ne vem, da pač seveda, itak to ni zdaj, to je itak povsod po internetu in povsod, ne, ta način zdravljenja, da so pač nova zdravila na voljo in se vpraša, če bi bili mogoče vi primerni za tak način zdravljenja. Ker je res škoda, ker dejansko so efekti zelo dobri. Prosim za pojasnilo razmerja med atrijsko fibrilacijo in srčnim popuščanjem. Ja, atrijska fibrilacija rata to je aritmija, torej neredno in hitro utripanje srca, rata zaradi več razlogov, vendar ponavadi je to recimo, če se srce razširi, tako kot smo videli pri srčnem popuščanju, se tudi razširijo srčne votline, se pravi tudi atriji, in je verjetnost nastanka atrijske fibrilacije večja. To se pravi, to je en način, en aspekt. Drug je pa, če imate pogoste atrijske fibrilacije, se pravi, tako kot smo prej rekli, vam hitro srce utripa dolg časa, lahko se na ta način pa spet poslabša srčno popuščanje. Gre torej za dve stvari, ki sta zelo velikokrat povezani, zelo veliko bolnikov s srčnim popuščanjem ima atrijsko fibrilacijo in tudi zdravila pri srčnem popuščanju so hkrati usmerjena tudi za zdravljenje atrijske fibrilacije. Kaj obsega nova terapija za srčno popuščanje? Predvidevam, da so to zdaj zdravila mišljena. Ja, pač nova terapija, sta dve novi vrsti zdravil. Eno so SGLT2 inhibitorji, drugo je sakubitril valsartan, kar se tiče zdravljenja zdravili. Zdaj nove terapije so pa pol še tudi druge, napredne, se pravi novi srčni spodbujevalniki, novi mehanski sistemi, vendar verjetno je bilo mišljeno bolj kot ta. Se pravi, pa tudi nova paradigma je to, da se proba pri vseh bolnikih s srčnim popuščanjem doseči te 4 tipe zdravil, da bi jih imeli, ker na ta način se jim zelo izboljša prognoza. Kaj pa nejodirana in nerafinirana sol, ko se tako propagira, da jo naj pijemo? Nobena sol, problem je natrij v soli, se pravi natrij kot tak, dejansko privlači pol vodo še dodatno, in na ta način, če imate srčno popuščanje, se vam nabira voda v telesu tudi brez tega že, ker se srce slab škrč in se to lahko poslabša. Torej za bolnike s srčnim popuščanjem je pač treba omejiti vnos soli kjerkoli. Kako pa je z jemanjem statinov pri srčnem popuščanju? Načelno so statini enako učinkoviti tudi pri bolnikih s srčnim popuščanjem ali pa brez srčnega popuščanja. Treba je paziti recimo pri nekih bolnikih z napredovanim srčnim popuščanjem, ki imajo kaheksijo, se pravi, da imajo zelo nizko telesno težo, pri teh to ni priporočljivo, sicer pa, če imate pač potrebo potem, glede na lipide in tako naprej, je to tudi se zdravi tako kot sicer. Imam samo eno ledvico, torej sol tudi odpade. Ja, na vsakem primeru, mislim, ob srčnem popuščanju, načelno. Zdaj, glede ledvic pa, ne vem. Je pa tudi podobne priporočila imajo nefrologi kot tukaj, tako da mislim, da je to zelo komplementarno. To je zaenkrat vse s temi vprašanji iz četa. Zdaj, če ima še kdo, lahko zastavi, se pravi, da vklopi mikrofon, pa kar vpraša.
Levert Peter, še enkrat bi se oglasil, gospod Vrtovc. Jaz sem prej pozabil povedati, da imam ledvično bolezen, ko so že tretje stopnje. Zdaj tukaj je treba oboje zdraviti, ne? Ker je ta povezava je velika. Ne? Ja. Vse to so, ta zdravila so, se pravi, te SGLT2 inhibitorji so recimo idealni za to, ne? Ker so tudi indicirani tudi za ledvične bolnike, ki nimajo srčnega popuščanja. Se pravi, če nimate srčnega popuščanja, vam bi nefrolog to dal, ne? Zdaj, če je pa to recimo oboje, ne? Recimo, ne vem, ampak je pa to še toliko boljše. Se pravi, tudi za ledvične bolnike je posebna študija bila narejena, kjer je dokazala v bistvu dober učinek, ne? Tako da, ja. Hvala. Mogoče še kdo? Če ni nikogar več, bi se jaz prav lepo zahvalila za zelo lepo predavanje v imenu Društva za srce. Lep večer vsem skupaj. Hvala za povabilo še enkrat, ne? In upam, da je bilo kaj uporabnega, pa se zahvaljujem za sodelovanje. No, hvala lepa. Tudi vam. Hvala. vam. Lep večer. Hvala. Nasvidenje, adijo. Večer.